Spoštovani gospod minister, dragi gostje, moja predhodnika sta tako dobro orisala problematiko, da moj govor nekako zdaj v smislu, kot je bil predviden, ni več potreben. Zato se bo mogoče osredotočil malo na to, kaj počne CER in mogoče na nek podjetniški vidik tega, kako preiti v nizkoogljično gradnjo, nizkoogljično družbo, kje so problemi. CER kot tak je platforma, ki združuje različne deležnike z različnih segmentov družbe, tudi konkurente. To je nekaj novega za slovenski prostor, kjer vedno vsi mislimo, da je moj najbližji konkurent moj največji sovražnik. Jaz mislim, da če želimo narediti tale shift, preiti v to, se moramo bolj povezovati. Iskati sinergije, ker če želimo vzpostaviti v resnici nove poslovne modele, ki bodo prepričali ljudi, ker vemo, najtežje je spreminjati navade, morajo biti ti poslovni modeli tudi ekonomsko upravičeni. Vse prevečkrat se namreč naše dobre želje ustavijo v točki, ko bi bilo treba to navado spremeniti in jo tudi plačati. Zato imamo v CER-u podjetja z področja energetike, gradbeništva, IT-ja, mobilnosti, arhitekte in seveda vabimo, da se nam pridružijo tudi drugi, kajti kritična masa bo tukaj potrebna, da bomo lahko stvari spremenili. Že danes pa je v CER-u približno 40 partnerjev, ki skupaj ustvarimo cirka 7,5 milijarde prihodkov in zaposlujemo, mislim, da približno 6400 ljudi. To so že danes zaposlovalci, ki zaposlujejo zelena delovna mesta. Če se sedaj mogoče malo obrnem na področje izvedbe stavb, obnove obstoječega stavbnega fonda. Tukaj vidim neko točko, ki se mogoče premalokrat zavedamo. Stavbe so namreč porabnik približno 40% končne energije v evropskem prostoru in tvorijo približno 35% emisij. Ampak kaj je tu zahteven problem, je to, da trajajo dolgo. Se pravi, naše današnje odločitve, to, kako gradimo danes, bo imelo vpliv vsaj naslednjih 30 do 50 let ali tudi več. Namreč 40 do 50 let je neka doba, ko se stavbe običajno prvič korenite sanirajo. In vi lahko zamenjate neko vozilo, ki je ekološko sporno, čez 5 ali 10 let, ko je zamortizirano, ga zamenjate z novo tehnologijo. Pri stavbi to ni možno. Slovenija je na tem področju, si upam trditi, vzorčen primer, sploh na področju gradnje stanovanjskih hiš. Spodbude Ekosklada so prinesle spremembo zavesti, lahko povem iz lastne izkušnje, da smo pred dobrimi 10 leti ali pa 12 leti, ko so prišle spodbude ven, zgradili 1 ali 2 pasivni, danes rečeno skoraj nič energijskih hiši, danes pa drugačnih hiš kot takšnih sploh več ne gradimo. Še več, gradimo hiše, ki pokrivajo vse potrebe po energiji, tako za bivanje kot za mobilnost. In to nam samim ne bi uspelo. To moram zelo jasno povedati, da je bila tukaj vloga Ekosklada izredno pomembna. Druga tema so pa potem seveda zeleno javno naročanje, javna naročila. Tukaj pa mislim, da imamo še veliko izzivov, da bomo dejansko davkoplačevalski denar, ki gre za te investicije, smotrno uporabili. Prevečkrat se namreč dogaja, da tisto, kar je na papirju sprojektirano, na koncu nima učinkov, kot bi jih moralo imeti. Mislim, da imamo na primeru ZRMK-ja, inženirske zbornice, izredno veliko znanja in da bi bilo treba spostaviti nek sistem akreditiranja izvajalcev, ki izvaja te objekte. Naj povem iz primera nekih inženiring firm, ki velikokrat izvajajo otroške vrtce, da imajo potem otroci v teh pasivnih objektih svoja določene zdravstvene težave, ker povsod piha, ker je voda neoporečna in tu se moramo zavedati, da je to naš skupni denar, ki ga moramo dobro porabiti, predvsem zaradi tega, ker je to dolgoročno. Če se dotaknem še sodelovanja novih strok, kar je bilo tudi povedano, neminovno je izredno pomembna digitalizacija, ki je pred vrati, ta bo tudi korenito spremenila ne samo upravljanje stavb,
znižala stroške upravljanja, vzpostavila zelo dober sistem identifikacije, bi rekel, stanja stavbe, v kateri bo. Predvsem je digitalizacija pomembna na področju projektiranja, na področju proizvodnje, na področju obvladovanja procesov, ker samo na ta način bomo lahko z zmanjšanjem količine razpoložljive delovne sile, ki je na razpolago, strokovno usposobljena, te projekte sploh izvedli. Tako da tukaj gradbeništvo stoji pred novimi izzivi in sem vesel, o marsikaterem bomo danes tudi tukaj spregovorili in da bomo mogoče čez 5 let lahko rekli, da smo že leta 2020 razmišljali prav. Še enkrat bi poudaril to, Slovenci se premalo zavedamo, da smo na področju, sicer zaenkrat nišnem, gradnje skoraj nične energetskih hiš, vodilni v Evropi. Sam delujem na več trgih v Evropi, poznam tržišča in nikjer ni zavest končnega uporabnika, se pravi končnega fizičnega kupca na tako visokem nivoju, kot je v Sloveniji. In istočasno nikjer, pa to mi seveda nikoli nihče ne verjame, se ne gradi tako kakovostno, kot se gradi v Sloveniji. Slovenija ima v strukturi že danes največ zgrajenih skoraj nične energetskih hiš med vsemi. In bolj, ko greste na sever, se pravi, v Avstriji se gradi slabše kot v Sloveniji, v Nemčiji se gradi slabše kot v Avstriji in v Skandinaviji še slabše. Čeprav je to ravno obrnjeno tistemu, kar je naša percepcija, ker pač izhajamo iz nekih historičnih modelov. In tukaj ima Slovenija veliko priložnost, slovenski proizvajalci imajo veliko priložnost, ker imajo veliko znanja in referenc in Slovenija kot taka je lahko odličen primer dobre prakse za vse evropske države. In naj zaključim z mislijo ali dvema. Pred leti je gospod Barack Obama rekel, yes we can, ne? Jaz pravim, da je leta 2020 to že premalo. Zdaj je čas za ukrepanje, zato bi rekel just do it. In če želimo narediti spremembo, moramo biti sprememba sami. Hvala lepa.